Ko je Škoda predstavila svojo skalo, je bilo v slovenskem avtomobilizmu nekaj časa tako zabavno, kot takrat, ko je Ford predstavil Kugo. Smo se igrali z idejo, kdo bo prvi registriral avto nekje v Kranju ali pa v Postojni in bo imel na tablici napisano Scala. Ampak, ko enkrat avto dobiš v roke, vidiš, da gre v bistvu precej za resno zadevo in kar malo potlačiš otroka v sebi. Ampak to pomeni, da je skala resna zadeva. Seveda, v takšni črni barvi in z opremo Ambition je vse skupaj še toliko bolj strogo. Nič ne izstopa, vse je točno tam, kjer mora biti. Se mi zdi, da če bi kakšna linija izstopala, bi jo oblikovalec kar s palico dobil po prstih. Ampak, če je celotna zunanjost precej zadržana, je vsaj tamle zadaj malce bolj navihana s tistimi ozkimi lučmi. Enako ne bo nobenega posebnega razburjenja tule znotraj, kjer boste sicer uživali v kvalitetni, čeprav trdi plastiki, v dobrem volanu, v preglednih, ampak zastarelih merilnikih in v tem primeru tudi v zelo majhnem osrednjem zaslonu, ker gre za takšen paket opreme, ampak če boste dali nekaj evrčkov zraven, boste lahko imeli bistveno večji zaslon, zato tole v bistvu ni kritika. Všeč mi je, da ima klima še vedno lastne gumbe, no ni mi pa všeč, da moram moč ventilacije v bistvu nastavljati tukaj na tem zaslonu, namesto da bi dali tukaj še en gumb in bi pač bilo. In tukaj lahko vidite, da gre za zelo moderen avto, ker ima samo še USB-C priključke. Med vožnjo takoj opazim dve zadevi. Da je ergonomija točno takšna, kot jo pričakujemo od vseh avtoskupine Volkswagen, mi že bi ga lahko vozil in to je dejansko največji plus. Roke kar same najdejo prave gumbe, nastavitev volana in sedeža je odlična za praktično vse voznike. Druga zadeva, vozi se tako lahkotno, da bi še moja stara mama lahko šla nazaj po izpit. Volan je lahek za vrtet, menjalnik lepo teče, sklopka ima nekam dolg hod, ampak je enostavno za popuščati pri speljevanju. Pač ja, Scala je eden tistih avtov, ki mora ugajati milijonom voznikov, zato z nobeno stvarjo ne sme izstopati. Nič vas ne bo presenetil zadek v ovinku, ker bi hotel iti malce po svoje. Avto gre lepo tja, kamor želite, če ga pa kaj moti, vam pa to pove že takoj. Tudi pomaga vozniku z vrtenjem volana, če bi v nekem trenutku pripeljal preblizu črte. Kabina je še kar dobro zadušena in blaženje dovolj udobno s temi majhnimi platišči, motor pa je 1,6 litrski TDI. Za praktično isti denar lahko dobite še za 35 konjev močnejši bencinski TSI, ampak kdor želi imeti majhno porabo, je tukaj prišel na pravo mesto. Ta motor je ob umirjeni vožnji tako zelo varčen, da je kar smešno. Matej je imel zadnjič na testu porabo 4,1 litra na 100 km, kar je odličen rezultat. Sicer pa ima 85 kW moči, torej 115 konjičkov, kar pomeni, da je čisto dovolj močan in z 250 Nm dovolj prožen, bi pa sam vseeno raje izbral bencinski motor, ker je tišji in nasploh bolj prijeten. Nisem še končal, ker sploh še nisem obdelal največje prednosti Scale, to je prostor oziroma uporabnost prostora. Avto ni velik, samo 4,36 m dolžino, pa ima kljub temu kar 467 litrski prtljažnik, kar je v tem razredu precej veliko. Škoda malo goljufa in naredi tale previšče zadnji kolesi daljši, ampak Čehi imajo radi velike prtljažnike in mi nimamo seveda nič proti. In obenem to ne pomeni, da na zadnji klopi ni veliko prostora, ker ga je. Celo bistveno večji od mene boste tukaj zelo udobno sedeli. Jaz bi skoraj prevale lahko delal. Vem, ceno čakate, a ne? Nekaj malega preko 21 jurjev je tale z neke dodatne opreme in z dizlom. In to je v bistvu dobra cena. Seveda 21 jurjev ni malo, ampak je glede na tehniko in glede na prostornost, uporabnost, cena zelo sprejemljiva. Nekateri kupci se namreč ne odločajo s čustvi, ampak predvsem z razumom in zdi se mi, da Škoda točno ve, za koga je naredila Scalo.